Danes bom govorila več o tem, ali svoj Instagram preklopiti na biznis ali ne. Zdaj, ta biznis je na voljo že, mislim, da več kot 1 leto, tako da ni noviteta, vendar dobivam še kar nekaj vprašanj, zato danes podajam nekaj več informacij in kako se v bistvu sploh odločiti in upam, da pomagam še komu. Zdaj, zakaj sploh preklopiti na biznis? Predvsem zaradi tega, ker zaradi dodatnih funkcionalnosti, ki jih potem pridobiš, kot so recimo spremljanje analitike, torej katere objave delujejo boljše kot druge, potem dodatni gumbi, ki jih lahko imaš v profilu, na primer za kontakt, potem so v bistvu oglaševanje, plačane objave. Ena velika prednost je tudi ta, da v bistvu lahko v svoje stories dodaš tudi link, seveda akaunti, ki imajo nad 10.000 followerjev, in ko dodaš v bistvu v stories link, to pomeni, da bo uporabnik enostavno z potegom navzgor prišel do tega linka, kar zna biti res zelo uporabno. Še ena velika prednost pa je tudi ta, da v bistvu lahko ta Instagram račun in pa recimo odgovarjanje na komentarje spremljaš preko Facebook menedžerja, kar je blazno uporabno za vse, ki imajo res veliko število followerjev, veliko število komentarjev in tam potem lahko to vse odgovarjajo, spremljajo, vodijo evidenco, na katere so odgovorili, na katere ne, in je lahko to res zelo, zelo uporabno. Zdaj, preklop na biznis je precej enostaven. Klikneš najprej na nastavitve oziroma settings, nato pa samo še izbereš switch to business profile. Nato greš čez postopek in na koncu izbereš še Facebook stran, s katero želiš povezati. Zdaj, ali se odločiti za biznis account ali ne, je seveda odvisno čisto od vsakega posameznika. Ta biznis account ima seveda tudi nekaj negativnih stvari. Zdaj, ali se odločiti za ali ne, je mogoče najprej se potrebno vprašati, kako se želiš sploh predstaviti. Želiš biti oseba ali želiš biti biznis oziroma kot podjetje. Potem druga zadeva, ki je zame v bistvu največja, je ta, da je v bistvu Facebook, ki je lastnik Instagrama, jasno dal vedeti, da preferira objave prijateljev pred objavami podjetij, kar pomeni, da sedaj, ko več ni kronološkega feeda, je velika verjetnost, da z biznis accountom dosežete manj ljudi, kar je ena v bistvu velika pomanjkljivost, če ne želite vsakič promovirati svoje objave. V bistvu najlažje se boste odločili tako, da nekako pretehtate, kaj vam da več, kaj vam več pomeni. Lahko preizkusite in se na to vrnete. Premislite v bistvu, zdaj, če imate svoj biznis, kakšne so vaše stranke, ali vam tisti linki, ali vam analitika, ali vam dodaten kontaktni klik veliko pomeni. Zdaj, za nekoga, ki ga skozi kontaktirajo, je lahko to blazno super in zelo uporabno. Torej, nekako je potrebno pretehtati. Zdaj, moje osebno mnenje v bistvu je pač ta, da v bistvu analitika se da nadomestiti z drugimi aplikacijami, s katerimi bom linke objavila spodaj na blogu, tako da, če te zanima, lahko preveriš. Nima tako blazne vrednosti, da bi si to želela, in zaradi tega ostajam na v bistvu tem osebnem računu. To pa je za danes vse. Upam, da ti je ta video pomagal pri tem, kako se odločiti, ali biznis ali ne. Če imaš še kakšno dodatno vprašanje ali želiš podati svoje mnenje, seveda lahko spodaj v komentarju. Imej en čudovit dan in se vidimo naslednjič. Čau!